V času mojega predsednikovanja so se socialne razmere za književne prevajalce močno poslabšale. In zaradi tega in tudi zato, ker smo bliže, ker sem bila predstavnica našega društva v Evropskem združenju, kjer so mi imeli podobne probleme, začeli akcijo, da bi si pomagali z vzorčno pogodbo, ki bi urejala tako status kot naklade, avtorske pravice in roke naših del. In tudi po zgledu evropskih kolegov smo naredili vzorčno pogodbo in začeli pogajanja s slovenskimi založniki. Žal ne pretirano uspešno, kajti na drugi strani za to ni bilo posebnega razumevanja. No, imam pa še lepe spomine na starejše odbore, kjer so se seje vedno končale v drugem nadstropju pri Mikiju. In od tam je moj spomin Ani Bitenc, Jože Stebe in jaz smo vedno sedeli skupaj in naročali tako imenovano klasiko. In te jedi se je prav prijelo ime klasika, to so izbrane jedi iz hladilne omare. Iz obdobja 2008-2010 mi je posebej ostalo v spominu ta, prehod generacij, kako smo mlajša generacija nekoliko bolj prevzeli krmilo pri vodenju društva, ampak s tem še vedno ostali tesno povezani s starejšimi, v katerih smo se učili, se dopolnjevali, doživeli marsikatero zabavno prigodo in tudi resno sodelovali pri vodenju društva. Druga stvar, ki bi jo posebej izpostavil, kar zadeva samo vodenje, je bila birokratizacija poslovanja oziroma načrtovanja dela. Takrat se je namreč prehajalo konec je bilo starega načina financiranja, prehajalo se je na programske razpise, v katere je bilo treba vložiti veliko energije, veliko časa in angažmaja, pri čemer smo sodelovali vsi in seveda tudi pri izvedbi. Tretja zadeva je pa mogoče malce bolj zanimiva in anekdotična, to pa je načrtovanje novih prostorov, torej novogradnje na kraju, kjer je danes sedež društva. Načrt, ki so ga sprožili na društvo pisateljev in ki smo se pridružili tudi društvu prevajalcev, načrt je bil velikopotezen, zanimiv. Vsi smo občudovaje gledali maketo, ki nam je bilo predstavljena, kaj vse bi nastalo na tem prostoru. No, na žalost je potem prišla kriza, ki je to preprečila, ampak maketa je pa ostala. V društvu sem skoraj tako dolgo, kot je društvo staro, in ga spremljam od začetkov do današnjih dni. In to v različnih vlogah in življenjskih položajih. Sprva sem seveda vstopila v društvo kot svobodna prevajalka, medtem ko sem pozneje prevajanje opustila in šla v službo na Inštitutu za literaturo, kjer sem se pa ukvarjala s prevodom kot s posebne vrste tekstom in z njegovo vlogo v nacionalni literaturi. To se pa zelo dobro ujemalo s preobrazbo društva, ki jo je leta 1975 izvedel Janko Moder, ko je uvedel redna letna srečanja, ki so se ukvarjala pač prav s te vrste problemi. In od takrat naprej sem na teh srečanjih redno sodelovala. Poleg tega pa sem v društvu prevzemala tudi več funkcij, od sprva dolgoletno članstvo v upravnem odboru in 2 mandata kmalu po osamosvojitvi v letih 1992-1994 sem bila tudi predsednica društva. Takrat me je najbolj skrbelo to, kako ohraniti mednarodni značaj teh srečanj, in pri tem mi je na srečo bistveno pomagal profesor Harry Liming, ki je odličen prevajalec zelo težkih tekstov, kakršna sta Prešernov Krst pri Savici in Smoletova Antigona.
No, iz mojega mandata lahko povem, da smo pravzaprav morali kar nekaj stvari upeljevati na novo, da smo imeli nekaj prelomnih dogodkov in kot prvega lahko omenim podeljevanje štipendij, se pravi, česar prej ni bilo. In to podeljevanje še zmeraj zelo dobro poteka. Druga stvar je bila vpeljava večera odprtih vrat za mlade prevajalce, ki se je prvo leto zgodila pod naslovom oziroma s tematiko humor in satira in se je izvrstno obnesel in se tako rekoč nadaljuje vse do danes. Druga stvar je bila vpeljava, ali tretja stvar je bila vpeljava Laurinove diplome, to se pravi namenjene prevajalcem v tuje jezike. Tudi ta projekt še danes poteka. Četrta stvar je bila vpeljava nagrade za mladega prevajalca, danes poimenovane nagrada Radojke Vrančič. In zadnja stvar vredna omembe je bila pa slavnostna akademija, izpeljana leta 2003 o 50-letnici društva v Cankarjevem domu. Predsednik društva sem postal jeseni leta 1990, se pravi v nekakšnem zgodovinskem času naše države. In zelo smo se takrat razveselili, da je društvo relativno hitro postalo član mednarodne organizacije CEATL, saj smo v tem videli neko tudi mednarodno priznanje Slovenije. Med akcijami, ki smo jih pa se lotili, in jih je bilo kar nekaj, ob prijaznem in skrbnem pomoči tajnice Alenke Stanič, bi pa povedal, da smo v tistem mandatu prvič prišli v Cankarjev dom z branjem svojih prevodov, da nismo bili omejeni zdaj samo na društvene prostore. Najbolj važno je pa bilo, da smo takrat izdelali nekakšen nacionalni prevodni program, kjer je veliko pomagal Drago Bajt. In to je bil spisek približno 100 knjig, ki jih je potem Ministrstvo za kulturo upoštevalo pri dodeljevanju subvencij. Kajti danes je težko misliti, da do takrat prevodna literatura sploh ni bila denarno podprta strani države. Se pravi, mi smo s tem, kulturni minister je bil takrat Borut Šuklje, diplomirani komparativist, morda je tudi to pomagalo. Mi smo pravzaprav takrat prodarali v nacionalni program kot enakovredna dejavnost izvirni literaturi in to se mi še zdaj zdi zelo važno. Moram reči, da sem v društvu že nespodobno dolgo, praktično polovico časa, ko društvo sploh obstaja. Imela sem pa tudi nekako posebno srečo, da so me dvakrat potunkali v predsedniški mandat. Prvič sem nadaljevala mandat Vasja Cerarja, ki je medtem zelo zbolel in sem potem samo nadaljevala do konca njegovega. Potem so me pa izvolili za predsednico za 2 mandata, na kar sem se izčrpala in po določenem času so me pa tako prav na hec spravili ponovno na ta položaj, ker so rekli, da zdaj bomo nazdravili temu, da smo uspešno končali mandat upravnega odbora, ti boš to prevzela, vsi te bomo pomagali. Jaz sem pa itak imela že kakšen kozarec v sebi in sem rekla, ja, seveda. In sem spet dobila 2 mandata. Tako da mislim, da sem kar najdlje bila predsednica. Moram pa reči, da je v bistvu to delo v društvu izjemno zanimivo. Ogromno se tudi naučiš, ogromno ljudi spoznaš. Je pa res, da se je delo v društvu zelo spremenilo v tem času, odkar sem jaz imela kakršnokoli vlogo. Od zelo leposlovnih prijav na razpise, je pa seveda tudi veliko več možnosti, da društvo pridobi denar in sodeluje in ustvarja boljše pogoje za prevajalce. Ob tako častitljivem jubileju, kot je 70 let DSKP-ja, imam precejšnjo tremo, zato sem si malo zapisala. Moja osebna bilanca za to obdobje izkazuje naslednje razmerje med aktivo in pasivo. In bom naštela samo nekaj izkazov.
Povečanje količin beležim na naslednjih področjih: elektronska korespondenca, telefonski pogovori, število sivih las, dioptrija, raven telesnega in duševnega stresa. Zmanjšanje količin pa beležim na naslednjih področjih: število živcev, prosti čas. Poleg tega sem v 6 letih predsedovanja tudi kar precej pridobila. Ne gre samo za to, da sem jaz kaj dala, temveč tudi, kaj je meni dalo to predsedovanje. Pridobila sem naslednje veščine oziroma kompetence oziroma sposobnosti na naslednjih področjih: administracija, finance, denarni tok, računovodstvo, upravljanje človeških virov, čiščenje, pospravljanje, vzdrževanje, arhiviranje, neskončno nočno delo. Vsega tega pa seveda ne bi bilo brez članov v 3 upravnih odborov in 3 strokovnih sodelavk DSKP-ja: Andreje Lapuh, Kristine Sluga in Maje Korun Hočevar, ki bi med veščine oziroma kompetence, ki so jih pridobile med delom z mano, med drugim najbrž uvrstile sposobnost prenašanja občasne vzkipljivosti in nepopustljivosti in, resnično upam, učinkovitega odpravljanja najrazličnejših težav in varnega krmarjenja na viharnem morju delovanja organizacije, kakršna je DSKP. DSKP, kjer so, če sodim po lastnih izkušnjah, vsi predsedniški mandati, najboljši časi in najslabši časi. Svoje predsedovanje sem začela pravzaprav s kriznim menedžmentom, ampak ne toliko finančnim kot produkcijskim. Namreč začela sem ga v koronskem času, ko je bilo treba našo dejavnost seliti na splet. Brez seveda kakršnega koli tehničnega snemalnega znanja, tudi brez poznavanja v bistvu tega področja. Sem skočila nekako v vodo in odprli smo YouTube kanale leta 2020, ki je danes še živ in živahen. S tem smo pa tudi pridobili kar nekaj novih gledalcev, poslušalcev, ljudi, ki spremljajo našo dejavnost in si pridobili nova znanja, predvsem tehnična, tako da zdaj znamo upravljati s kamero, pa s fotoaparati, pa s mikrofoni. Kar lahko omenim, je seveda tudi prenova naše celostne podobe. Dobili smo novo preobleko, osvežili smo logotip, novo spletno stran in zelo pomembno, ustanovili smo Sovretov kabinet, našo prvo prevajalsko rezidenco skupaj z občino Hrastnik, ki je do danes gostila številne prevajalce, pa ne samo slovenske literature v tuje jezike, ampak v zadnjem letu tudi prevajalce vseh jezikovnih kombinacij. Vsekakor pa sem zelo vesela, da smo s spleta spet prešli na dogodke v živo, na živ stik z našo publiko, ki pa ni stik le zgolj na dogodkih, ampak tudi na mnogih druženjih po dogodkih. In tukaj moram reči, da jaz nisem najboljši človek za pravo mero. Pridem prva, ampak tudi odidem zadnja. In takrat, ko je ta mera polna, me na to z gromkim glasom opozori moj neprecenljiv podpredsednik Iztok Ilc. Nekako v tej smeri gre: Tanja, zdaj pa dovolj, čas je, da se posloviš od svojih gostov in da si vzamemo slovo. In to pomeni tam nekje proti polnoči, kot pri pepelki, da moram ugasniti luč in oditi z društva.